LAS s ciljem izvaja projekt Prehod na sonaravno oskrbo s hrano. Projekt daje glavni poudarek na sonaravni pridelani hrani. 17-člansko partnerstvo v sestavi 3 slovenskih sosednjih lokalnih akcijskih skupin ter enim tujim partnerjem si je začrtalo celostni pristop k načrtovanju razvoja ekološkega in biodinamičnega kmetovanja. Več o samem projektu pa bomo danes spregovorili z Jožico Lazar, direktorico Idrijsko-Cerkljanske razvojne agencije. Mogoče za začetek nekaj uvodnih besed o samem projektu, za kakšen projekt sploh gre. IKRA oziroma tudi LAS s ciljem si zelo prizadeva za razvoj podeželja in v tem primeru za sonaravno pridelano hrano oziroma povečanje pridelave, pa tudi potrošnje oziroma prav nakupa te hrane v lokalnem okolju. Povezali smo se 3 LAS-i z Goriške razvojne regije, torej te 3 LAS-i, ki lahko zagotavljamo oziroma je tukaj mogoče dobiti od zgodnjega do poznega sadja in zelenjada, žit, oljčnega olja, pa zelišča, kot tudi kakovostno mleko, mlečne in mesne izdelke ter mesa. Prav to zadnje je predvsem značilno za LAS s ciljem, ki zajema območje 3 naših občin, torej Cerkno, Idrija in Logatec. Kaj se je v okviru tega projekta na tem območju, ki zajema, kot ste rekla, Cerkno, Idrijo in Logatec, že zgodilo v okviru tega projekta? Partner projektu Kmetijsko-gozdarska zadruga Idrija je pridobila nov računalniški program za sledljivost ekološkega mesa. To je v današnjih časih zelo pomembno, saj potrošnik želi poznati pravi izvor živila in je za ekološko meso tudi pripravljen več plačati. Prav tako pa je sledljivost pomembna tudi pri zagotavljanju živil javnim zavodom v kvoti ekoloških živil. Občina Idrija pa je izvedla nakup 10 novih stojnic, ki smo jih že lani uporabili za namen neposredne prodaje, kar je tudi eden od ciljev projekta. Za namen spodbujanja izdelave in prodaje idrijskih žlikrofov pa je občina izvedla nakup šok komore za zmrzovanje, zamrzovalno omaro za pokrito tržnico v Idriji. Tržnica je namreč registrirana tudi kot prostor, ki ima HACCP pogoje za izdelavo žlikrofov, pa tudi drugih živil. Tako bomo s to opremo povečali uporabnost prostora, odprla se pa tudi dodatna možnost za potencialne nove ponudnike prehrambenih izdelkov. Običajno je, da se v teh projektih izvajajo tudi mehke vsebine, torej določena izobraževanja in delavnice. Kaj je predvideno v okviru tega projekta? Ste mogoče kakšne delavnice izobraževanja že izvedli in kaj vse boste še izvedli? Ja, na vključenem območju želimo najprej dvigniti kakovost ekološkega oziroma lokalnega mesa na višjo raven, zato smo že izvedli izobraževanja o kvaliteti krme za prehrano govedi. Ker pa je pomembno tudi trženje oziroma prodaja, smo izvedli tudi delavnico, kjer so se ponudniki seznanili s postopki za zorjenje mesa in pripravo za peko. Obe delavnici oziroma izobraževanji sta bili zelo dobro obiskani, prišli pa so na primer tudi mladi prevzemniki kmetij, ki iščejo nova znanja pa tudi tržne poti. No, v mesecu juniju v lanskem letu smo organizirali tudi prenos dobre prakse in sicer smo obiskali ekološko kmetijo Škratovc na Vojskem. Obiskali pa smo tudi mesoteko v Spodnji Idriji. Kaj pa različni promocijski dogodki, kaj vse načrtujete? V letu 2023 sta že bila izvedena 2 promocijska dogodka oziroma 2 prireditvi. V marcu 2024 pa smo skupaj z zunanjim izvajalcem izvedli ekološko tržnico v okviru Gregorjevega sejma v Logatcu. Še v oktobru 2024 pa načrtujemo promocijo vsebin projekta na veliki kmečki tržnici v Idriji. Promocijo seveda izvajamo tudi preko drugih kanalov, preko vašega radia, preko drugih kanalov, spletnih stranih partnerjev projekta. Povezali smo se tudi z gimnazijo Nova Gorica, kjer so mladi na primer ustvarjali in pripravili pobarvanko z motivi oziroma naslovno temo projekta Lokalno pridelano hrano. Te pobarvanke smo že razdelili, nekaj pa jih še imamo za promocijo na velikih prireditvah. V tem letu bomo pripravili še promocijske filmčke kmetij, ki se ukvarjajo z ekološko in sonaravno pridelano hrano na našem območju.
Pa če mogoče na tem točki zaključiva in povzameva, kakšno je nekako vaše sporočilo oziroma zakaj ste se sploh odločili, da pripravite take vsebine projekta? V obdobju covida smo se na naši Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji trudili zagotoviti prodajne poti, prodajne točke za kmete, za naše ponudnike. Odziv prebivalcev je bil zelo pozitiven. Veliko se jih je potrudilo in na prevzemnih točkah so kupovali naročene pridelke in izdelke. Mislim, da smo takrat se zavedli, da je lokalno pridelana hrana strateška dobrina, nujna za naš obstoj v kriznih razmerah. To je dejansko vir našega preživetja. In ta vir želimo na vsak način ohraniti. Zato spodbujamo prebivalce, javne zavode, druge potrošnike, da naj kupujejo lokalno. Pridelovalcem, kmetom pa nudimo vsakovrstno pomoč in podporo. Zavedati se namreč moramo, da kakšen evro več za kakovostno hrano pomeni tudi preživetje naših ponudnikov, naših kmetov in s tem garancijo, da bodo tukaj tudi, kadar se morebiti pretrgajo druge poti. Projekt Prehod na sonaravno oskrbo s hrano sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru programa za razvoj podeželja 2014-2020. Organ upravljanja, določen za izvajanje programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.